Živijo, me veseli, da ste spet z nami v novi sezoni oddaj Ambienti. Letošnja jesenska bera bo precej bogata. Pokazali vam bomo hiše, stanovanja, vrtove, poslovne prostore in javne objekte, ki so zanimivi zaradi svoje domiselne arhitekturne zasnove, nenavadne umestitve v prostor, drzne opreme in izvirnih idej. Predstavili vam bomo, na kakšne načine je mogoče urediti prostor in svetovali z uporabnimi izkušnjami pri obnovi stanovanj. V naši družbi boste lahko uživali premierno ob sobotah popoldan na prvem programu in z reprizami ob nedeljah popoldan ter četrtkih zvečer na drugem programu Televizije Slovenija. Na skrajnem severu Celjske kotline je na vrhu klanca moderna ilovnata hiša s fantastičnim razgledom. Arhitekt Robert Veselko je hišo prilagodil terenu in navdih črpal tudi iz tradicije kraja. Kadar govorimo o gradnji z naravnimi materiali, največkrat pomislimo na les, redkeje pa na ilovico in slamo, iz katere je ta, vsaj meni, res veličastna hiša. Ja, drži, ampak treba je vedeti, da tudi les je bil še 15 let v bistvu material, ki je bil mnogo preveč podcenjen, ni se ga mnogo uporabljalo in šele zadnja leta se o lesu veliko govori. Podobno je tudi z ilovicami. Les in ilovica sta, bi rekel, neke vrste pramateriala, ki sta bila že od vsega začetka človeške zgodovine prisotna kot gradbena materijala in seveda za sodobno tehniko se jih da tudi danes s pridom uporabljati. Če razmišljate o hiši, ki bi bila prijazna človeku in naravi od začetka gradnje do razgradnje, potem je ilovica po mnenju arhitekta eden najboljših gradbenih materialov. Mnogo prednosti ima. Mogoče prva je ta, da je vedno lokalno prisotno, torej skoraj, če zdaj govorimo specifično za Slovenijo, skoraj na vseh območjih je v bistvu prisotno na lokaciji gradnje. Razen mogoče na Krasu, kjer je več kamna, oziroma tam, kjer pač ni dovolj ilovce. Od izkopa do vgradnje v hišo ne potrebuje v bistvu nobenih transportnih poti, nobene dodatne predelave. To pomeni, da je ogljični odtis tega materiala skoraj ničen, kar je v bistvu eden najmanj obremenjujočih materialov za okolje. Torej, ko ga vgradimo v hišo, ima zelo, zelo dobre gradbeno-fizikalne lastnosti, kar pomeni, da super akumulira toploto in vlago in hkrati tudi jo absorbira in oddaja. Zelo difuzijsko odprt material, kar pomeni, da lahko zrak in vlaga tudi prehajata skozi material. Nekako podobno kot opeka ali tukaj še bolj? Ja. Opeka je v bistvu ista sestavina, samo da je žgana, ilovica pa je v bistvu material v svojem elementarnem surovem stanju. Potem dobra lastnost je ta, da ko hiša odsluži nek svoj življenjski cikl, se lahko vrne nazaj v naravni cikl brez kakršnihkoli obremenjujočih stranskih efektov. Material, ki se ga da popolnoma reciklirati. Ognjevaren material, torej v primeru požara ilovica ne gori, je ognjevarna. Pri gradnji ilovnatih sten se vse komponente najprej zmočijo, nato pripravljeno ilovnato zmes vgradijo v leseno paš. Stene se sušijo približno pol leta. Se pravi, kadar se vgrajuje slama, načeloma se vgrajuje ržena slama, ker so stebla bolj žilava. Vedno zraven zaidejo tudi semena rži in ko je ta zmes še vlažna, ta semena vzklijejo in potem iz stene rastejo tile majhne rži. In dokler rastejo, veš, da je stena mokra, ko se pa posušijo, takrat pa veš, da se stena že lepo suši. Tako preprosto je to? Zelo preprosto. To so takšni bioindikatorji, ki nič ne stanejo in ti povejo veliko. Sama hiša je zasnovana v bistvu kot en velik povezan volumen. Torej, kuhinja, dnevna soba, bivalni prostor, otroške sobe, galerija se nizajo ena z drugim in tvorijo pač ta povezan volumen. In želja je bila pač, da ljudje, ki naseljujejo to hišo, da so znotraj hiše povezani, in da imajo čim manj nekih faktorjev, ki jih pri tem ovirajo.
Seveda, človek rabi tudi zasebnost, ne, tako da so pač spalni prostori so ločeni, pa sanitarni prostori, ampak ostalo je pa v bistvu en velik povezan volumen, ki omogoča to prosto komunikacijo po prostoru. Čeprav je hiša moderna, je arhitekt vanjo vešče umestil tudi tradicionalne elemente. Eden od teh je gank ali pokrit zunanji hodnik. Pri zasnovi hiše sem se tudi malo zgledoval po tej tradicionalni okoliški avtohtoni arhitekturi in gank je pač eden izmed zelo močnih in zelo prisotnih elementov. In sem ga tudi tukaj uporabil. Zdaj, eno je seveda ta oblikovni, nek estetski vidik, drugo je pa vidik čist praktičen in sicer tale gank omogoča to, da v poletnih mesecih zasenči južno steno, kar pomeni, da ni potrebno žaluzij in da ne zakriva pogleda prelepega na okoliško pokrajino. V zimskih mesecih, ko pa je lok sonca nižji, pa prodira v bistvu zaliva cel prostor do severne stene in s tem tudi pasivno ogreva prostor. Kaj pa ta športni cukrček? Je bila to vaša ideja ali je bila želja punčk, ki plezajo zdaj verjetno po tej steni? To smo nekako skupaj z naročnikom prišli do te ideje med samo gradnjo, ker se je tam nad tem garderobnim prostorom, ki se nahaja za to steno, pojavil en neizkoriščen prostor in smo mislili, da bi to bilo krasno za otroško skrivališče. In zdaj je bilo treba priti nekako do tega skrivališča in opcija je bila lestev ali pa plezalna stena. Odločili ste se za precej nenavadno hišo za današnji čas, narejeno iz lesa, ilovice in slame. Zakaj ravno taka hiša? Leta 2008, ko smo se odločali za gradnjo stanovanjske hiše, smo najprej imeli v mislih leseno izvedbo. Spremljali smo področje naravnih gradenj in smo ugotovili tudi, da obstajajo ilovnate hiše in prednosti takšne hiše zaradi ugodne mikroklime v tej hiši in da bi zagotovili čim bolj dobre bivalne pogoje za dve hčeri, smo se odločili za takšen način gradnje, kot je sedaj nastal. Ja, z Robertom sta tesno sodelovala. Je bolj on sledil vam, vašim željam, ali ste vi bolj sledili njemu kot arhitektu? Z Robertom smo ves čas sodelovala tako pri idejni zasnovi objekta, kot pri sami gradnji. Tudi težko si predstavljam, da bi se spustil v gradnjo stanovanjske hiše na takšen način, kot smo gradili, če nimaš nekoga, ko ti pomaga in ti vodi ves ta čas gradnje. Cel projekt. Tako, cel projekt. In usklajevati je bilo potrebno ogromno detajlov, tako da se včasih pohecam, da smo imeli rdeči telefon. Res? Samo ilovico smo naredili izkop na lastni parceli, les smo pripeljali iz Matkovega kota, posekali smo ga ob določeni luni, veje pustili še na deblu. Spomladi smo ves ta les pripeljali na lokalno žago, zrezali na konstrukcijske elemente, zložili na parceli, da se je še naravno sušilo in smo leta 2010 pričeli z gradnjo pasovnih temeljev in v nadaljevanju lesene konstrukcije. Imate tudi zelo zanimivo izkušnjo samo gradnjo hiše, namreč gradili ste jo na nek poseben, recimo temu, kolektivni način. Dajte nam kaj več povedati o tem. Tako ja, pri sami gradnji sodelovalo ogromno ljudi iz različnih koncev Slovenije, tudi iz tujine so hodili pomagati. Teh je bilo največ pri izdelavi ilovnatih sten. Veliko so mi pomagali tudi moji sorodniki, kateri so bili prisotni več časa tu, oziroma dlje časa tu. Lokalni izvajalci, določeni od mizarja do električarja. Ročnega dela, še posebej pri izdelavi samih ilovnatih sten je bilo ogromno. Ogromno ur je bilo uporabljenih različnih prostovoljcev, ko so hodili pomagati. Pa istočasno je bilo zanimanje za tak način gradnje. Ljudje so pridobili različne izkušnje. Med nami se je spletlo tudi prijateljstvo, zelo podobno misleči obiščajo tak objekt, ker jih to zanima. In je veliko lažje s tem delati, ker je bilo veliko veselja, pogovora, novih prijateljstv, ko so nekatera še zdaj ostala. 2010 smo dejansko začeli z gradnjo
in 2014 smo se vselili, tako da bivamo zdaj 2 leti v stanovanjski hiši. In kakšna je zdaj izkušnja v teh 2 letih? Je izpolnila pričakovanja hiša? Fantastična. Najbolj zaradi same mikroklime v stanovanjski hiši otrok, če so bile prej prisotne določene zdravstvene težave z dihali, s kožo, je teh zdaj bistveno manje. Kako je pa v taki hiši bivati preko zime? Kako je zimo prestala? S kurilno sezono začnemo zelo pozno, ker uporabljamo peč na trda goriva oziroma na drva za prehodna obdobja. Otroci so zelo veseli prvega snega, greste na teraso oziroma na travnik pred hišo, naredite prve snežake, ves čas sta zunaj, ko pridete notri, splezate na pleč, oblačila si posušite in gor je prvi zajtrk. To je zdaj že tradicionalno 2 leti zapored. Se pravi, ta hiša ima tudi neko centralno ogrevanje, ki je kakšno? Peč na palete je montirana, zelo dobro se obnese. Kot sem omenil, začnemo jo uporabljati zelo pozno v kurilni sezoni in sama poraba je zelo ugodna. Glede na to, da ni radiatorjev nikjer videti, verjetno je talno ogrevanje, imate po celi hiši napeljano, ne? Ne, Dejan, povsod je stensko ogrevanje, razen kopalnice in kuhinja. Stensko? Je talno ogrevanje, ja. Drugače pa stensko, ja, za temi stenami. Če bi se zdaj ponovno lotili gradnje tovrstne hiše, kaj bi zdaj spremenili? Zdaj, ki imate že to izkušnjo za sabo. Ne bi nič spremenil. Nič? Zadovoljni? Fantastično je. Odlično. Po oglasih si bomo ogledali najlepši vrt v občini Piran in stanovanje, ki ga je arhitektka Maja Pisanec prenovila tako, da je iz dvosobnega postalo trosobno. Pri prenovi stanovanj v starih stolpnicah je tloris težko spreminjati, ampak arhitekti znajo najti rešitve. Iz dvosobnega stanovanja lahko naredijo trosobno. Številni kraji po Sloveniji imajo podobne stolpnice, ki so se gradile v 70. letih. Stolpnico v Škofji Loki so lastniki energetsko sanirali. V stanovanjih so zamenjali okna in izvedli izolacijo fasade. Nekateri lastniki pa so se odločili za celovito prenovo svojega stanovanja. Ogledali si bomo enega izmed teh, ki ga je arhitektka Maja Pisanec preuredila tako, da so iz dvosobnega naredili trosobno. Gospa Maja, kakšna je bila prvotna razporeditev prostorov v tem stanovanju? Tele stolpnice imajo v principu kar dobro zasnovana stanovanja, kar dobro razporejene prostore, ki so precej veliki. Imajo pa tudi en manjši minus, to so precej velike veže, predprostor, v katerega stopimo. Tako je bilo tudi tukaj. In sicer iz tega predprostora, glavnega, so bili potem hodi v vse ostale sobe. To pomeni v dnevno sobo, v kuhinjo, v spalnico, kopalnico in WC. Se pravi, ločeni sta bili kopalnica in WC, pa ločena je bila kuhinja od dnevne sobe, kar nam v principu ni ugajalo. In pri tej drugačni, se pravi zdajšnji drugačni razporeditvi prostorov so bila verjetno potrebna tudi določena gradbena dela oziroma spremembe. Ja. Kaj vse je bilo potrebno storiti? Seveda. Dela je bilo kar precej, delali smo kar nekaj časa. Ko smo pregledali obstoječi tloris, smo ugotovili, da bi lahko kuhinjski prostor celotno prestavili v dnevni prostor, ki je za ta stanovanje precej velik in se potem podaljša tudi naprej na balkon, kar nam je tudi uspelo. Se pravi, prej je bila kuhinja v sosednjem prostoru za tole steno in na ta način, ko smo mi prestavili kuhinjo v dnevni prostor, smo pridobili še eno sobo, kar je pa danes vsekakor dobrodošlo, ko se ljudje odločajo za nakup stanovanja, ker v tem principu lahko kupimo manjšo kvadraturo in smo v našem primeru naredili iz dvosobnega trisobno stanovanje. Kaj to pomeni, da ste potem to steno, ki jo zdaj vidimo, ste na novo postavili? Ne, to je obstoječa stena. Vse stene v stanovanju so ostale obstoječe, samo kuhinjske elemente smo prestavili na to stran, jih združili z dnevnim prostorom.
v zadnjem prostoru pa naredili spalnico. Ker pa tista spalnica sedaj je malo manjša in kjer ne bi bil prostor za omare, smo to veliko vežo, o kateri sem prej pripovedovala, malo predelali z knauf stenami in tako pridobili dodaten prostor kot neko predsobo, ki je garderobna omara, ki služi za to novo pridobljeno spalnico. Tako da ste v bistvu odvečen prostor v veži na nek način izkoristili in dali vsebino, ki bi bila sicer v spalnici, če se prav razumem. Ja. Skompenzirali. Verjetno je bilo potrebno tudi veliko inštalacij na novo postaviti, verjetno ste tudi renovirali oziroma zamenjali vse cevi, električne napeljave in tako naprej. Ja, tako je. Vsa ta stanovanja, te stolpnice izhajajo nekje iz 70-ih let in v glavnem niso bile nikjer še menjane inštalacije, zato smo komplet zamenjali vse inštalacije, odstranili smo vse finalne pode, ker to je bilo vse dotrajano in staro. Ker smo prestavili kuhinjo in ker smo združili kopalnico in WC, smo v generalne morali narediti na novo vse vodovodne inštalacije. V kopalnici smo tudi odstranili bano, ker so včasih v stanovanja vgrajevali v glavnem bane, kadi, in vgradili rajši malo razkošnejši tuš. S tem pa, ko smo povezali kopalnico z WC-jem, pa tudi majčkeno povečali vsaj optično ta kopalniški prostor, da ni tako otesnjen. V tem primeru je cela renovacija, se pravi komplet zamenjava vseh finalnih podov, vsega stavbnega pohištva, oken, vhodnih vrat, komplet prenova kopalnice, WC-ja. To nekako nanese kar okrog 20 000 evrov. Kaj pa potem še tako ena hitra ocena celotne opreme stanovanja? Ja, smo pa kar hitro še na enkratnem... Zelo različno, odvisno kaj izbereš, ampak odvisno je. Zdaj tukaj smo v glavnem delali opremo po naročilu, ker v malih stanovanjih je veliko lažje in veliko bolje se da opremiti stanovanje, če mi delamo opremo po naročilu, kjer lahko res izkoristimo vsak centimeter, ki ga imamo na voljo. Tako da nekje za to stanovanje ravno tako prišlo okrog 20 000 evrov vsa ta oprema potem. Se pravi, celotna investicija okrog 40 000 evrov za komplet prenovo stanovanja, ki je pa potem res kot novo. Gospa Darja, kot ste povedali, ravno včeraj ste se preselili v to stanovanje. Še dobro, niste zadihali, pa smo že mi pozvonili na vrata. Povejte mi, po spominu, verjetno še zelo dobro veste, kakšno je bilo stanovanje prej pred obnovo in sedaj. Povejte nam to razliko, kakšna je. Tako, ja, selitev je bila ravno včeraj, tako da je bila intenzivna noč, intenziven dan, da smo vse postavili tako, kot treba, ja, ker mi pomeni, da ko se vselim, da dam se na svoje mesto, da lahko čim prej začnem uživati v ambientu. Ja, sama prenova, stanovanje pred samo prenovo je bilo bistveno drugačno. Pridobili smo novi prostor, ki smo ga izkoristili za otroško sobo, ki je precej prostorna in s čudovitim razgledom na mestno jedro. Pridobili smo novo garderobno sobo, kjer je rezultat zmanjšanja osrednje veže in tudi balkon, ki smo ga priredili za tudi letno bivanje, kjer je urejeno predvsem lepo s stikom, s kamenčki, svetloba, v glavnem en podaljšek dnevne sobe, ki služi v poletnem času. In kako veliko je to stanovanje po kvadraturi? Po kvadraturi je 62 kvadratov. V 62 kvadratov ste spravili, ste naredili trosobno stanovanje. Tako, trosobno stanovanje z zelo prijetnim balkonom, ki služi tudi za poletne kavice in prebiranje časopisov. In kako dolgo je trajala prenova stanovanja? Sama prenova je pri nas trajala 6 mesecev, s tem, da sem si vzela čas, ker se mi ni mudilo in sem želela pač temeljito in počasi in preudarno vse rešitve stanovanja uskladiti in urediti. Se da pa tudi že po nasvetu arhitektke v 2 mesecih urediti v končni izgled. V 2 mesecih s tem, da se moraš izseliti iz stanovanja ali da lahko celo nekako zasilno ob tem živiš? Ker je takšna generalna prenova zahteva vse prostore in istočasno izvajanje na vseh področjih, je potrebna izselitev.
Če bi se pa v manjšem obsegu, dejansko bi se pa lahko po etapah, ampak je pa treba upoštevati, da se pri takih prenovah ustvarja veliko prahu, umazanije in je težko sobivanje v času prenove. Sledi vrt, ki je letos prejel priznanje za najlepši vrt v občini Piran. Zakonca Marija in Jože Novak sta v poldrugem desetletju ustvarila nenavaden vrt, nekakšno oazo sredi gosto poseljenega Portoroža. Vrt preseneti tako z izborom rastlin, kot z dosledno urejenostjo. Ko sta Jože in Marija Novak leta 1999 kupila staro hišo na pobočju nad kompleksom Bernardin in jo začela obnavljati, še nista načrtovala, da bosta v njej uredila apartmaje za goste. Vendar sta z ureditvijo okolice že postavila temelj sedanji podobi vrta. Strm breg je narekoval, da so zemljišče uredili terasasto. Tako so na najnižji točki zemljišča izkopali garažo. Na njen strop so nasuli poldrugi meter zemljine in na novo nastali terasi je zdaj glavni del vrta, na njem pa je osrednja točka bazen. Zemljišče se vzpenja tudi ob hiši, do vhoda za pešce. Da bi se tako lastnika kot gostje med počitkom čim bolje počutili, sta Marija in Jože Novak okolico hiše do zadnjega kotička olepšala in priredila v ugodju. Sem spada tudi obvezna trata. Kar se tega tiče, je moja žena zelo zahtevna. Ni zadovoljna s vsako stvarjo, ne. Trava, vsaj tukaj na Primorskem, je pa problematična, ne. Travo smo večkrat polagali, večkrat sjali, je pa tako, ne. Vročina dela svoje, ne. Trava ni najboljš za ta namen, ne. Pač žena, v glavnem se je žena odločila za bolj eksotične rastline, ki so primerne za tukaj in ki pač uspevajo v takem podnebju. Površine na vrtu so kar se da uporabne, primerne izboru rastlin in kolikor je mogoče nezahtevne za vzdrževanje. Med rešitvami, ki upoštevajo vse te zahteve, je tudi prekrivanje tal s peščeno zastirko v kombinaciji z zelenimi blazinami drobne družinske sreče. Obiskovalci vrta zakoncev Novak kar težko verjamajo, da lahko na tako majhnem prostoru uspevajo tako velike palme. Palme so bile zelo majhne pripeljane iz Italije, posejene, niti najmanj si nismo mislili, da bodo to hitro tako velike zrastle, ker mi tukaj od spodaj pod palmami imamo garažo, tako da je tukaj cirka meter pa pol zemlje, zaenkrat težav ni. To je pa, kadar je zelo močna zima, so bile tudi že zelo prizadete, tako da upajmo, da bodo obstale. Vrt ponuja zanimivo združbo rastlin, ki v blagem podnebju slovenskega Primorja lepo uspevajo. Med njimi so različne juke, oljke, bogenvilija, kakteje in seveda obvezne pelargonije. Gostje imajo na voljo prostore za počitek, plavanje in tudi za pripravo hrane na prostem. Novakova na tem vrtu resnično ničesar nista prepustila naključju. Od vhoda do glavne terase vodi lično urejena pot, obdana z rastlinjem in okrasjem. Da je vse tako skladno in sveže, morata Jože in Marija Novak vložiti kar precej truda. Kar se tiče idejnega dela, je žena, ne, kar se tiče fizičnega, pa imam jaz. Žena določi, kje bo rastlo, ne, jaz lahko jamo skopljem pa posadim. Kar se tiče obreza, to ona določi, katero vejo lahko odrežemo, ne, glih vsake tudi ne pusti, ne, tako da je to kar komplicirano. Jože in Marija Novak nista domačina. V Portorož sta se preselila z Dolenjske, zdaj pa je to njun dom. Želite si, da bi pridobila še nekaj zemljišča in povečala vrt. Kljub obilici dela pa najdeta čas tudi za uživanje v svojem lepem okolju.
Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Imajte se lepo, uživajte in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali zeliščni vrt, pod katerim se skriva imenitna zemljanka, mini podstrešno stanovanje in nagrajeno kolesarsko brv v Bohinjski Bistrici.